Pred kratkim sem spekla 400 palačink. Zato, ker sem dosegla 400 subscriberjev. Sicer sem rekla, da bom spekla 400 piškotov. Ko jih dosežem 400, bom spekla 400 piškotov. Pa sem imela ful ogromno domotožje, tako da sem si rekla, kaj me je vedno razvedril, ko sem bila otrok? Palačinke. Tako da sem se odločila, da si ne spečem ene palačinke. Ne 2, ne 3, niti ne 10, niti ne 100, ne 400. Ne vem, kdaj bom naslednjič pekla palačinke, ker zdaj imam 400 palačink za pojesti. Recept, ki sem ga uporabila, je majčkeno drugačen od običajnega, ker sem hotela palačinke narediti veganske in brezglutenske. In za ta recept potrebuješ brezglutensko moko, mleko. Jaz sem izbrala mandljevo brez sladkorja in z dodatkom vanilje, krompirjev škrot, sladkor, pecilni prašek, olje in sol. Dodala sem tudi vaniljo in včasih cimet. Potrebuješ pa tudi pomico in lopatko. Ta podvig sem začela v petek, 11. avgusta ob 6. zjutraj. Začetki so bili veseli, zelo veseli, ampak izjemno počasni. Povprečno sem spekla nekje 10 palačink na uro, nekje 5 minut na palačinko in izračunala, da bom s tem tempom pekla palačinke vsaj 40 ur. Ampak sem vsem cel dan vztrajala s to ponvico in se tudi naučila, koliko palačink je preveč palačink za toliko majhno poceni ponvo. Odgovor je 80 palačink. Ker po 80 so se začele cefrati, prijemati na ponev, žgati. Nekakor nisem mogla ponve naoljiti dovolj, da bi se palačinke normalno pekle. Tako da sem se mogla posloviti od te ponvice, vsaj do konca tega podviga, kjer sem na koncu rabila 7 minut na palačinko in vsaka druga mera spadla in je bila v bistvu šmoren. In ker ne pečemo 400 kg šmorna, ampak 400 palačink, sem mogla vzeti malo večjo ponev. Potem je v bistvu podvig postal precej hitrejši in izjemno bolj prijeten. To je recimo trenutek, ko sem dojela, da sem spekla svojih prvih 100 palačink. Potem sem začela tudi peči manjše palačinke, ker sem ugotovila, da v bistvu vse skupaj postaja precej drago. In medtem, ko sem pekla, sem imela ogromno časa na voljo. Nekaj časa sem brala in se izpopolnjevala v obračanju palačink. Potem sem s cimrom začela vmes sestavljati brutalno sestavljanko. Kasneje se nama je pridružila še njegova mačka in smo skupaj sestavljali. No, ona je večinoma okrog metala puzle. Tretji dan sem začela čistiti kuhinjo, ker nisem več vedela, kaj naj sama s sabo. Spucala sem cel hladilnik. Vmes sem začela še peči druge stvari, kot na primer pica melancane. Narežeš melancano, jo posoliš, potem jo daš v ponev, spečeš na obeh straneh, jo vzameš ven iz ponve, premažeš s paradižnikovo omako, dodaš oregano in sir, daš nazaj v ponev za nekaj minut, pokriješ in voila! Sem jo ponudila že vsaj enim 5 ali 6 ljudem tukaj v ZDA in vsi so nori nanjo, tako da ni za kaj. Četrti dan sem kar celo pisarno prestavila zraven štedilnika, da sem lahko vmes delala. Palačinke sem naredila še manjše na tej točki, ker se mi je začel malo rolati in sem hotela malo pospešiti. Imela sem občutek, da je to moja služba. Razmišljala sem, da jih grem kar na ulico prodajati za $2. Palačinke so prevzele celotno moje življenje in imela sem občutek, da se utapljam v njih. Kolebala sem, naj si spremenim priimek v Barbara Palačinka. Je to to? Sem našla svoje poslanstvo? So palačinke moje poslanstvo? Ne vem. Ampak še vedno sem vztrajala na tem, da jih pečem eno po eno, ker se mi je zdelo, da če vzamem večjo ponev, in jih pečem več naenkrat, da bo to goljufanje. Ker kaj je življenje, če ni trpljenje, pravijo naši dedki pa babice.
Tukaj bi rada poudarila, da tehnično ste vi zdaj palačinke. Ja, vsak od vas, kaj? Vsak od vas je palačinka. Ker če je 400 subscriberjev in 400 palačink, je vsak subscriber naročnik, Če je 400 naročnikov, tako, 400 palačink, si ti trenutno gledalec, ti dotičen gledalec, ti si palačinka. Če vas zanima, sem zamrznila večino palačink, ostale sem potalala po kompleksu stanovanjskem, veliko sva jih pojedla midva s cimrom, skratka, nič se ni stran vrgel, nič se ni pokvaril, ker pri nas se ne meče hrane stran, absolutno ne. Porabila sem kar precej tetrapakov mleka in pa več kot 3 kile moke. Tako da celoten podvig me je stal nekje 40 evrov, kar glede na to, da sploh nisem monetizirana na tem kanalu in da sem trenutno ful revna, je bilo ful pametno od mene, ampak prineslo mi je veselje, ki ga nisem čutila že nekaj časa in zato, ker sem to počela, sem čutila veselje, tako da v bistvu sem plačala si veselje, kupila sem si veselje. Tako da kdorkoli je rekel, da si ne moreš kupiti veselja, očitno ni nikoli spekel 400 palačink. To je to, hvala za ogled, prosim naročite se, ker mogoče za 1000 spečem 1000 palačink, prosim ne, mogoče naredim 1000 pohani bučk, ne vem, nekaj bom ziher naredila za 1000, tako da dajte se naročiti, če radi vidite, kako trpim, pa tudi, če ne radi vidite, kako trpim, pa stisnite na like button. Socialna mreža so v škatli dol, description box, kako se to prevede, ne vem. Pa ja, se gledamo v drugem videu. To je to.